Spoznaval sem Boga izvirnega srca. Zvečer in zjutraj mati mila roke je sklepala, molila, v slovenski govorici. Ko prišel sem na svet, v zibki bil odet, v uho mi prva je zvenela, v ubranih glasovih tiho pela slovenska govorica. Predzadnji petkov večer v februarju leta 2014 je dobitnica letošnje Prešernove nagrade Štefka Kovše predstavila svojo pesniško zbirko z naslovom Mi pa dosti pesmi znamo. V knjigi je zbranih 63 pesmi s priloženo zgoščenko z glasovi ljudskih pevcev iz Tepanja. Preljubav mi piše, da mora od hiše, če ljubezen z menoj ne ustavi takoj. Če ljubezen z menoj ne ustavi takoj. Pod oknom se vstavim, jo lepo pozdravim, besede slovo ji pravim tako. Besede slovo ji pravim tako. Ljubezen med nama razdiraš ti sama. Molil te bo kez in solzice vmes. Molil te bo kez in solzice vmes. Priznanje in nagrado ob slovenskem kulturnem prazniku za leto 2013 je prejela Štefka Kovše za izjemno delo na področju ohranjanja nesnovne kulturne dediščine in ljudskega izročila. Štefka je članica in vodja pevske skupine Ljudski pevci Tepanje, ki že vrsto let uspešno deluje na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti pod okriljem kulturnega društva Tepanje. Gospa Štefka Kovše opravlja pomembno vlogo na področju ohranjanja ljudskega izročila, ne le na našem območju, temveč tudi v širšem slovenskem prostoru. Zbirka ohranjenih ljudskih pesmi je pomembna dediščina za prihodnje rodove in skrinje slovenskega bogastva so s takšnimi knjižnimi zbirkami še bogatejše. Kulturni program so pripravili člani kulturnega društva Sveti Jurij, Štefkine ljudske pesmi so predstavili mladi recitatorji in recitatorke Vita, Ula, Rok in Alen. Na prvem oknu nagelj vidim, na drugem oknu rožmarje. Jaz dekletu sem se sklanjal, prosi šopek za spomin. Rožmarina ni mi dala, nageljna pa tudi ne. Ona se mi je nasmejala, jaz ljubezen sem preklel. Kaj sem rekel, to bom storil, mož beseda bom ostal. Tebe, dekle, ne bom več pogledal, rajši si bom drugo zbral. Pobožnost te se zidala, z gorečim trudom vrgore. Tu stvarniku se poje hvala in prošnje tu nebo kipe. Sem k tebi trudni, obloženi, tolažbe željni romajo, olajšani in pa življeni, od 100 domov se vračajo. Pod tabo rod za rodom gine, dolini doli ti stojiš, težave in bolečine poznaš, tolažbe jim deliš. Gostja Veronika Zajc, študentka angleščine, vesela Dolenjka iz Dobrepolja, je igrala ljudske pesmi na violinske citre. Igranje tega starega instrumenta se je naučila v rani mladosti od starega očeta in jih igra že 14 let. Leta 2008 je dobila naslov prešmentana citrarka.
pretežni del programa pa so seveda odpeli ljudski pevci iz Stepanja, ki so iz svojega bogatega programa odpeli ljudske pesmi z različnimi vsebinami. Ta prešmentana ljubezen je naslov ene od mnogih ljudskih pesmi in pripoveduje o vasovanju v preteklih časih, o veselju in tudi o žalosti v ljubezni, ampak vseeno se je vedno našla pot do drugega srca. Za glasbeno popestritev večera so poskrbele punce iz ansambla Med 3 do polnoči s svojimi vokali za dušo in uho. V njej dekle, kot ruža sredi jase, je lepa Lizika rogalja hči. V njej dekle, kot ruža sredi jase, je lepa Lizika rogalja hči. V nedeljskem jutru, dragi, pridem v goste, v hišici presrečna sta oba. Ko vrne se gozdar zelene jase, ljubimca lovca divjega spozna. Ko vrne se gozdar zelene jase, ljubimca lovca divjega spozna. Štefka je v svoji predstavitvi povedala nekaj o svojem otroštvu in ljubezni do petja, ki pri njih potuje iz roda v rod. Peli so ob delu, okraševanju božičnega drevesca, ob rojstnih dnevih in na raznih srečanjih. Besedila ljudskih pesmi so razmeroma dolga, po vsebini se ločijo na ljubezenske, vinske, nabožne, pripovedne. V vsaki pesmi je določena zgodba, seveda jih je nekaj tudi žalostnih. Ljudske pesmi nastanejo iz veselja, žalosti, trpljenja, skratka iz življenja. Štefka je v času ustvarjanja knjige spoznala veliko ljudi, ki imajo radi petje in slovensko besedo. Opus ljubezenskih ljudskih pesmi je zelo obsežen. Srce človeka, ki ljubi, se povzdiguje v nebo, tako pravi ljudska ljubezenska. Pod oknom se vstavim, jo lepo pozdravim, besede v slovo ji pravim. Tako ljubezen med nama razdiraš ti sama, moril te bo kes in solzice vmes. Dobro je, ko delaš korake, da imaš ob sebi tudi, da se še oparimalo, strokovnjake. Prosim, gospod Blaž Prapotek, da še vi kakšno rečete. Hvala Štefki za ta pohvalne besede. Tu se zdaj tudi vidi, kot da je to šlo zelo gladko, ampak ker je to eno ogromno delo narejeno in je gospa tudi srčna, pa hkrati zelo pedantna, smo imela kar dost usklajevanja in tudi, kaj je najbolj smešno, da ko človek ne zna, tako recimo doma ne znamo ceniti ljudske pesmi toliko ko zunaj, tako pogledaš okrog sebe, kaj bi dali noter za ene ilustracije, seveda na internetu je milijon stvari, ki pa ne pašejo v ljudsko pesem. Ne možete dati ilustracije, ki so, ne vem, narisane tam v Kanadi ali pa kje. Tega pravega, štajerskega, recimo, ki bi pa bilo, je bil pa problem. Jaz sem se zanimal celo na Ptujskem muzeju pri Kustosih, kaj bi dali noter, a nisem dobenega pametnega odgovora. Ko se človek tako ozira okrog, pred sabo, meter od sebe ne vidi, da ima doma v hiši človeka, ki to krasno vlada, tako je bilo rečeno. Za ilustracijo, ko sem bil star 6 let, sem padel voljne barve, ko je mama slika. In to se zdaj nekako obrnilo v eno tako koristno zadevo. Poleg tega je pa knjiga tudi opremljena z čisto zgodovinskimi, kako bi rekel, detajli, ki so to vsebino, ki je zbrana, še obogatili. To so bili informatorji, ki jih je gospa Štefka popisala, od njih prepisala besedila in hkrati smo bolj tudi njihove originalne zapise dobili in jih poskenirali in so noter faksimili. Teda ima ta knjiga tudi zgodovinsko vrednost tega čisto dokumentarnega stališča, ne samo besedila. Pisatelj slovenske mlajše generacije, Matej Krajnc, se enkrat domislil, da je zelo take hudomušne, ki je rekel, dajmo se Slovenci poveseliti, pa eno žalostno zapojeno. Ampak mislim, da ne drži popolno. Hvala.
Arhidiakon Jože Vogrin je ob zaključku literarnega večera povzel svoje spomine na dogodivščine z dedom in nekdanjo zdravo povezanost med ljudmi s pesmijo in čutenjem sočloveka. To je knjiga, ki je meni zelo pri srcu. In bi si želel, da jo poleg konjiške dekanije, svetega pisma, tudi vi imate na policiji. Ne, pa ne na policiji, na mizi. Pa verjete. Zato jaz mislim, da še kak izvod ostal, če ne pa ponatis tudi se da narediti. Ne, to je treba vzeti, to je treba v roke vzeti. Ne. Knjiga je zato nastala s tem namenom, da bo koga bogatila. In vse to zbrano noter, to so stvari, ki so, vse tako jaz kot duhovnik to čutim, ne, to so stvari, ki držijo. Vede, to je skoraj tako božja beseda. Ne. Zakaj? Zato, ker je to tolikokrat šlo skozi srca ljudi, skozi usta ljudi, skozi čutenja ljudi, ne, da štima, da drži. Da je to način, kako je tudi naš ded, ne, znal enostavno vse to dati iz sebe, dati pred Boga, dati pred ljudi, dati pred ljubljene osebe. Tako, nekako in gledajte, zatem je on preživel, ne, je preživel. In nas, ne, ko smo v tej elektronski dobi, nas taka zadeva, vsaj mene, ne, srce poživlja. Srce poživlja. Se pravi, te dela čutečega, te ne dela avtomat, ne, te dela človeka enih občutij. Ne, in če si pa človek občuti, pa gledajte, vse je normalno, da jočeš, je normalno, da moliš, je normalno, da poješ, je normalno tudi, da ga daš na zob, je vse to, ne, ker moraš nekako preživeti. Moraš preživeti in iščeš poti. In skozi pesem je tudi ena močna pot. Je pot, po kateri se lahko dvakrat moli, je pot, kjer nekako tudi po solzah nekako teče z nas vse. Zato mora človek tudi pet. Ne? In meni ta zbirka nekako me pelje v tisti svet, ki sem ga še čutil kot majhen otrok, ne? Ko smo vendarle še nekako zbirali vse okrog, ali pa vsaj sem jaz te stare može poznal, ne, ki so peli lepo in tako, ne, in se imeli fajn, če niso vse na roko nekaj delali. Nekako je bilo eno tako čarobno vzdušje, ne. Tudi je kdo kdaj malo po kuhinji, malo tja, ne, pa. Ne, to je nekaj tak lepega, da dopadeš, ne, in tako imam jaz veliko spoštovanje. Hvala, Štefki, da je to nam skup spravila, ne, da to ni šlo v neko pozabo, da to niso neka občutja, ki so minila, ampak ki lahko to človek tudi v današnjem času nekako malo svoje za elektronjeno srce pobuti. Hvala lepa. Skozi pesem je pot življenja dosti bolj močna, polna čustev in nas ponese v čas otroštva. Na koncu se avtorica knjige Mi pa dosti pesmi znamo, dobitnica Prešernove nagrade v občini Slovenske Konjice za leto 2013, gospa Štefka Kovše, iskreno zahvalila vsem tistim, ki so ji na kakršenkoli način pomagali pri pripravi in izdaji njene prve knjige o ljudskih pesmih.